Kar me najprej zanima, je pravzaprav to. Vse v bistvu smo že vedeli, da SDS, NSI, SLS podpirajo Lojzeta Peterleta, pač stranke so se o tem izrekle. Zakaj pravzaprav potem takšne novinarske konference tudi na lokalnem nivoju, če pravzaprav stališča strank že poznamo? No, pa gledajte, mi celo vemo, da na našem prostoru občine Železniki je v prvem krogu in tudi po raziskavah Peterle še vedno pred gospodom Tirkom. Vendarle smo se pa odločili, da napravimo tiskovno konferenco ravno zato, ker smo imeli občutek, da na celotnem teritoriju premalo stranke, katere seštejemo za pomladne, so premalo poudarjale, da Peterleta podpirajo. Če pogledamo čisto realno, na našem teritoriju so to ljudje že kar dovolj zaznali, ker je vendarle rezultat za gospoda Peterleta dober, vendarle kljub temu, glede na to, kar so te stranke na našem teritoriju naredile, še vedno premajhen. In en je bil ta razlog, drug pa ta poglavitnik, sem ga povedal na začetku. Kljub temu, da se vsi kandidati v osnovi predstavljajo kot nestrankarski, pa vendarle je treba zdaj se v drugem krogu povedati, da pomladna opcija absolutno podpira Lojzeta Peterleta. Pa se vam zdi, da pomladna opcija, da je zdaj pred tem drugim krogom na državnem nivoju dovolj jasno izrazila, pa dovolj storila za to, da so pokazali, oziroma da ste pokazali, da podpirate Lojzeta Peterleta? Jaz mislim, da je bilo v tej smeri veliko narejenega, ampak še vsem pa izhajamo iz dejstva, da je na lokalnem področju, ki smo tudi pač izvoljeni mi v lokalnem področju in tudi zastopamo lokalno prebivalstvo na svojih pač funkcijah, ki jih upravljamo, da je tudi naša dolžnost, da mi lokalnemu prebivalstvu jasno povemo, kakšna so naša stališča, kako gledamo na ta izid volitev, ker konec koncev tudi mi smo pač neki predstavniki teh prebivalcev in jaz verjamem, da tudi od nas pričakujejo jasna stališča. Pa še en razlog je, glavna propaganda se je vodila preko televizij, na lokalnem nivoju je bilo pa tokrat vse v prvem krogu premalo povedanega. Tudi to je razlog. A pa je ta način, se pravi izražanje stališč podpore strani občinskih odborov, strank Lojzeta Peterletu, izjema tukaj v Železnikih, a mogoče veste, bo tak način podpore se zgodil tudi kje drugje po Sloveniji. Se pravi, a je to samo zdaj tukaj v Železnikih ali bo tudi po drugih občinah podobno, da bodo občinski odbori podprli, izrazili podporo Lojzeta Peterleta? Mi nismo dobili nobene komande. Mi smo se sestali, dobili skupaj in na osnovi tega, kar je Peter povedal, kaj pomenimo v prostoru in da vendarle tudi volivci v tej bazi volijo te stranke, smo se pač odločili, da kot predstavniki stranke in tisti, ki v občinskem svetu tudi zastopamo te stranke, smo dolžni, da našega skupnega kandidata podpremo, da jasno povemo, da te stranke tudi na občinskem nivoju stojijo za Lojzetom Peterletom in to smo naredili čisto samoiniciativno, nimamo nobeno komando z nobenega vrha. Sej jaz ne vem za njo, pa tudi mislim, da tudi ostali ne. No, se nisem potem sprašal, ampak samo zanima me, a so Železniki izjema, zdaj bo tudi druge kakšna podpora takšna? Ne moram reči, zato ker na Gorenjskem, jaz moram reči, da jaz sem tudi v regionalnem odboru Gorenjske, pri SLS lahko govorim, vendar se je vsaka občina nekako po svoje odločila, kaj za svojega predstavnika naredi. No, ampak še enkrat vsem to vprašanje na koncu, vaše mnenje, a so po vašem tudi drugi občinski odbori storili dovolj? No, že to kaže. Če pogledamo rezultat na Gorenjskem, ki smo ga videli objavljenega, da je, da tako rečem, nad vodo gospod Lojzet Peterlet za drugi krog praktično samo v dveh občinah, je dokaz, da so storili premalo. Dejstvo je, da nam na našem področju, tem strankam, SDS, Nove Slovenije, NSLS-u, občani zaupajo in zato so nekako čutili, da našega skupnega kandidata podprejo.
rezultat se naj pa še vseeno zdal prenizek, zato smo mislim, da lahko še nekaj doprinesemo, če še javno povemo, da kljub temu, da to vedo, da še enkrat povemo v drugem krogu, da stojimo za Lojzetom Peterletom. Še eno vprašanje za konec za vse tri. Kdo bo novi predsednik republike? Na vsak način Lojze Peterle. Jaz bom rekel, da upam, da Lojze Peterle, se za njega smo delali, želeli smo si, da je predsednik, vendar če so naredili kje premalo, so naredili drugje, rezultat bo pokazal. Če bo naši občini zmagal Lojze Peterle, bomo imeli občutek, da smo naredili toliko, kot je bilo treba, če ne bo, bomo pa pač to vzeli kot poraz. Ne moramo pa odgovarjati za poteze drugih. Tudi mi verjamemo, da bo zmagal Lojze Peterle, z tega naslova tudi ta tiskovna konferenca in tudi podpora njemu. Je pa tako, kot je že Janez povedal, spoštovali bomo vsakega predsednika, tudi če ne bo on zmagal, tudi drugega predsednika. Videli pa bomo pač, če ne bo, da smo mogoče še vseeno naredili premalo.